dodatki danes obžalovani. Priznam svojo napako. In bodo v celoti vrnjeni. Tudi sam sem zmotljiv. Obžalovanje ne spremeni dejstva, da je takšnih nepravilnosti še mnogo. Tole je bilo zadnjič. S protestnim shodom zato zahtevamo odstop rektorja Ljubljanske univerze Ivana Svetlika, ki je že večkrat pokazal, da ne zastopa univerze v celoti, temveč le njen najbolj elitni del in torej ne more odgovarjati za implementiranje ustreznih vzvodov, ki bi podobne nepravilnosti rešili in preprečili. Tako? Ja. Celo drznila si dvomiti? Ja, včasih vidim tuje ljudi, kako dvomijo v svoje nadrejene, pa sem še jaz poskusila. Povej mi dvakrat, ko sem se uspel zmotiti. Krči študijske programe, viša vpisnine, manjša število brezplačnih izpitnih rokov, omejuje pravice študentk in študentov k pritožbi zoper napake ali zlorabe na njihov račun. Spodbuja povečanje obsega izrednega študija in komercialno naravnanih raziskovalnih projektov, ki so ravno tisto sredstvo, ki vplivnejšim profesorjem in vodilnim funkcionarjem najpogosteje omogoča veliko osebno finančno okoriščanje. Ja, samo za vas je in za nikogar drugega, tako kot se spodobi. S komercializacijo visokega šolstva se namreč tudi fakultete vse bolj podrejajo podjetniški logiki, kjer so na vrhu dobro plačani in stalno pripravljeni menedžerji ter redni profesorji z dodatki. Glejte, sem strokoven na tem področju, igram flavto že od malih nog. Delo ob neprestanem varčevanju in rezih opravljajo podplačani, preobremenjeni in prekarno zaposleni mladi akademiki, svoj delež pa plačujemo tudi študentke in študentje. Vidiš, zato si vajenec. Zato danes naslavljamo tudi ministrico za izobraževanje, znanost in šport, Majo Makovec-Brenčič, ki tudi sama prihaja iz vrst akademskih elit, ki krožijo po funkcijah in služijo z različnimi pseudoznanstvenimi projekti, sejninami in dodatki za stalno pripravljenost. Ministrico pozivamo naj svoje besede, da bo uredila anomalije znotraj visokošolskega sistema, vzame resno in s prihajajočo novelo zakona o visokem šolstvu področje dejansko uredi tako, da bo poskrbljeno za višjo kakovost znanja in delovanja za vse deležnike. Zato zahtevamo: prvič, definicijo javne službe na področju visokega šolstva, ki bo opredelila znanje kot javno dobrino, ki je dostopna vsem državljanom pod enakimi pogoji. Visoko šolstvo pa kot nepridobitno ustvarjanje in posredovanje vednosti. Ne moremo se sprenevedati, seveda se pritožujejo, poglejte jih. Jasno razmejitev redne, brezplačne javne službe od tržnih storitev visokošolskih zavodov ter onemogočanje uporabe javnih sredstev v privatne ali tržne namene. Veste kaj, jaz mislim, da se mi vi posprehujete, zato bom poklicala mojega sodelavca. Glasovalne pravice za strokovne delavce in delavke ter znanstvene sodelavce in sodelavke na senatih, upravnih odborih in akademskih zborih. Ni na prodaj. Moja četrta stena. Pokaž, svinje. Splošne in neposredne volitve rektorjev in rektoric ter dekanov in dekani se strani vseh zaposlenih in vseh študentov in študent. Poglejte, preden ste prišli, sem imel tukaj svoj mir, svojo flavto, svoje prašičke. Sedaj pa nekaj hočete od mene. Kakšne rešitve? Neposredni vpliv senatov na delovanje upravnih odborov. Javno dostopnost vseh gradiv in zapisnikov sej senatov, upravnih odborov in drugih fakultetnih in univerzitetnih organov. Zanimivo. Mislim, da so mene drugače učili. Sistemsko ureditev financiranja visokega šolstva, s katero bo država do leta 2020 transparentno s postopnim dviganjem zagotovila financiranje visokošolskega izobraževanja v višini 2% BDP. Razdelitev sredstev med zavodi pa bo potekala v skladu s potrebami visokošolskih zavodov in širše družbe. Ampak gospod, probajte in videli boste. Vidite, ni več piskajočega tona. Zahtevamo, da besede postanejo dejanja, rešitve celovite in da odgovornost prevzamejo tisti, ki jim pritiče. Ne,
Ne upajte, da bodo preobrati. Prav delamo in skup držimo močno. Dokler je ljudstvo sprto, neodločno, se njega sodbe nam ni treba bati. Hvala.